Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, minister za notranje zadeve, gospod Aleš Hojs, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, doktorica Nuška Čaks-Jager iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ekipa UKOM-a, gospe tolmački za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na še eni novinarski konferenci o izzivih COVID-19 in opravičilo za začetno zamudo. Danes se je v nekaterih mestih v Sloveniji že začelo množično testiranje. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, magistrica Marija Magajne, bo zato ob 12:45 dala ločeno izjavo za zadnjimi najbolj aktualnimi podatki o pripravah na in današnjem izvajanju množičnih testiranj s hitrimi testi. Na cepljenje se ni potrebno prijaviti, s seboj morate imeti le zdravstveno izkaznico ali osebni dokument. Rezultat testa boste po opravljenem testiranju preko SMS poročila predvidoma v roku 15 minut prejeli na svoj telefon, zato se na mestu testiranja nikar ne zadržujte dlje, kot je to res nujno potrebno. Ker je bilo že ob odprtju točk za testiranje danes opaziti precejšen interes, vse, ki se boste še odločili za testiranje, pozivamo, da med čakanjem v vrsti dosledno upoštevate samozaščitne ukrepe in tudi navodila prisotnih redarjev. Upoštevajte, da so med vami lahko tudi ljudje s simptomi ali pa celo asimptomatični bolniki, ki se svoje okužbe nikakor ne morejo zavedati. Vzdržujte nujno medsebojno razdaljo, pravilno nosite masko, skrbite za higieno rok in kašlja, predvsem pa se na mestih odvzema brisov ne zadržujte. Kot rečeno, rezultate prejmete na svoj mobilni telefon, zato ni prav nobene potrebe, da na rezultate testa čakate na točkah odvzema ali pa kje v bližini. Včeraj je bilo opravljenih 7416 testiranj. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za skupno število opravljenih PCR in hitrih testov. Potrjenih je bilo 1504 nove okužbe, delež pozitivnih testov pa je včeraj znašal le 20,28%. Podrobnosti glede podatkov, tudi glede spremenjenega načina beleženja testov, pa nam bo v nadaljevanju novinarske konference pojasnila doktorica Nuška Čaks-Jager iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Novinarsko konferenco nadaljujemo s pregledom razmer v bolnišnicah. Včeraj je skupno število COVID pacientov znašalo 1261, kar je sicer manj kot v nedeljo. Ena oseba manj kot v nedeljo, se pravi 207 oseb, se je včeraj zdravilo tudi na intenzivnih oddelkih. Skupaj je bilo v bolnišnice včeraj sprejetih 134 novih oseb, iz bolnišnic pa je bilo odpuščenih kar 119 ljudi, dan prej pa le 22. Zato je bilo število zasedenih postelj v nedeljo tudi toliko višje. Kot rečeno pa danes 10 manj. Tudi včeraj smo žal imeli smrti, v bolnišnicah je umrlo 25 oseb, ena še v negovalni bolnišnici, v domovih za starejše pa še 13, skupaj torej 26 oseb. Vsem svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje ob njihovi izgubi. V ljubljanski UKC pa so imeli danes skupaj hospitaliziranih 348 COVID pacientov. Od tega jih je bilo 62 na intenzivni terapiji, 60 na COVID oddelkih, 2 pacientki pa na ginekološki kliniki. Poglejmo si še grafično predstavitev. Torej, opazen je ta skok, ki je posledica večjega testiranja v ponedeljek. Vidimo, da je prišlo bistveno več novih bolnikov v slovenske bolnišnice, a v primerjavi z dnem prej, ko je bilo odpuščenih samo 22, je odpuščenih veliko več, zato se je zdaj število zasedenih bolniških postelj tudi znižalo. Imamo še to numerično primerjavo. Torej, na bolniških oddelkih smo imeli včeraj 1054 zasedenih postelj, dan prej pa 1063. Na intenzivnih oddelkih je bila ena oseba manj, 207, skupno število pa je za 10 nižje kot dan prej. Torej,
Včeraj, v ponedeljek, je bilo 1261 zasedenih postelj, dan prej pa 1271. Poglejmo še razmere v domovih za starejše. V domovih za starejše je na novo zdravljenih 219 stanovalcev in še 42 zaposlenih. Na novo okuženih v domovih za starejše pa je naslednje. 676 stanovalcev je bilo okuženih včeraj, tako da je zdaj aktivno okuženih 1909 stanovalcev, ampak vendarle naj spomnim, bili smo že na veliko večjih številkah, preko 2000 okuženih dnevno smo imeli. Skupaj je bilo v drugem valu do zdaj okuženih 9265 stanovalcev domov starejših občanov. In še 35 zaposlenih, aktivno okuženih je v tem trenutku 787 zaposlenih v domovih, skupaj okuženih v drugem valu pa je bilo do zdaj že kar 3561 zaposlenih. V posebnih socialno-varstvenih zavodih je bilo skupaj okuženih 301 uporabnik in 192 zaposlenih. Uporabnikov je bilo okuženih 10 na novo, 5 pa zaposlenih. Trenutno aktivno okuženih je 64 uporabnikov in 51 zaposlenih. In zdaj še seštevek vsega. V zavodih, ki sodijo pod okrilje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je bilo včeraj na novo okuženih 226 ljudi. Največji porast okužb, se pravi več kot 10 stanovalcev, pa beležimo najprej v Sežani. V domu starejših občanov Sežana se je včeraj potrjeno okužilo 53 stanovalcev, v domu Deos Trnovo 22, v DSO Bežigrad 11, DSO Danice Vogrinc Maribor 13 in v DSO Ribnica še 10 stanovalcev. Kot smo že povedali, je včeraj na dopisni seji, včeraj zvečer, vlada z odloki uredila nekatere pomembne elemente pravil, ki bodo veljala med prazniki. Med drugim je vlada imenovala državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje, magistrico Marijo Magajne, ki je bila naša gostja že včeraj. Prvi gost današnje novinarske konference pa je minister za notranje zadeve, gospod Aleš Hojs, ki ga prosim za njegovo predstavitev sprejetega in tudi objavljenega odloka Ministrstva za notranje zadeve. Gospod minister, prosim za vaš nastop. Hvala lepa, spoštovani gospod Kacin, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lep dober dan z moje strani. Torej, večina vsebine tega odloka je pravzaprav včeraj že bila več ali manj objavljena v javnih sporočilih, pa vendar na kratko zgolj to, kar smo včeraj sprejeli in objavili. Torej, najprej ne rečem, da je odlok, tako se je vlada odločila, v veljavi od 24. decembra do 4. januarja. To seveda ne pomeni, da ne bomo odloka na 7 dni preizkušali oziroma preverjali, ali so še podani razlogi, da tako kot je sedaj objavljeno oziroma tako kot bo od jutri oziroma od četrtka naprej veljalo, ostane v veljavi. To bomo pa seveda storili v primeru, torej spremembe tega odloka bomo storili v primeru, da se bo epidemiološka slika drastično poslabšala. Sam seveda v to iskreno rečeno ne verjamem, zato sem skoraj prepričan, da bo režim, kot je objavljen in ki stopi v veljavo 24. veljal vse do 4. januarja. Torej, na kratko, vse omejitve, posebej tista omejitev, ki je zapovedana in se nanaša na gibanje v nočnem času, ostaja tudi čez praznike. Torej, tako na božični večer, kot na božični dan, kot na praznik naše države 26. kakor tudi seveda za novo leto oziroma 2. januarja. Torej, omejitev gibanja v nočnem času ostaja od 21. ure zvečer do 6. ure zjutraj. Druga pomembna stvar, ki je v tem odloku sprejeta, pa je omilitev omejitve gibanja
znotraj posamezne statistične regije oziroma celo več znotraj občin v času od 24.12. od 12. ure do 25.12. Do 20. ure in enako od 31.12. od 12. ure do 1. januarja naslednjega leta do 20. ure. Torej v tem času je vsem, ki bodo želeli opraviti obisk zasebne narave, govorimo o obiskih zasebne narave, dovoljen prehod preko občinskih meja, brez omejitev. Torej brez tega, da uporabljajo aplikacijo, brez tega, da imajo nek poseben vzrok, njihov vzrok in edino, kar morajo policistu oziroma tistemu, ki bi to kontroliral, povedati, je to, da se odpravljajo na obisk zasebne narave. Torej ta obisk zasebne narave je omejen, v teh 2 dneh seveda je možno obiskovati, seveda ta omejitev omejena na 6 odraslih članov in pa vseh tistih otrok, torej to število ni omejeno, ki imajo manj kot 15 let. Sam ne pričakujem, da bi v tem zvezi prišlo do kakršnihkoli zapletov, stvari so relativno enostavne, tudi dovolj jasno pojasnjene, tako da verjamem, da bodo vsi, ki se bodo na zasebni obisk opravili, to, kar je nekako napisano, zapovedano, tudi upoštevali. Ob tem bi rad povedal samo to, da vlada priporoča vsem, ki se boste na te zasebne obiske odpravili, da vendarle pred dnevom, ko se tja odpravite, poskušate se v čim večji meri samoizolirati. Torej, ni priporočljivo, da v dneh preden želite obiskati svoje starše, svoje sestre ali brate, kakorkoli, imate intenzivne stike, kajti vsak tak intenzivni stik, ki ga opravite predtem, lahko potencialno prinese in seveda sami za to še ne veste, pa niti zboleli še ne boste, lahko pa boste že kužni in seveda prenašali virus, torej omejimo stike pred temi zasebnimi obiski. Torej, kaj drugega morda za zaključek povem še to, da bo vlada verjetno že danes popoldan odločila ali pa vsaj razpravljala o omejitvah, ki jih načrtujemo vezano na spremembo režima na naših mejah. Torej, sami nismo dežela ali pa država, kjer bi v tem trenutku imeli ne vem kako velike medsebojne stike ali pa obiske ali pa priliv ljudi iz Velike Britanije, bomo pa vsekakor danes poslušali stroko. Stroka je del tega že predlagala, torej da se vsaj začasno ta gibanje oziroma vstop v Slovenijo iz Velike Britanije omeji. In jaz računam, da bo vlada tako ali pa drugačno rešitev, verjetno tudi nekatere povezane z vstopom na naši južni meji, saj za čas po praznikih sprejela na jutrišnji seji na podlagi dogovora z stroko danes popoldan. Zdaj čisto na koncu mogoče vsem tistim, ki posebej tistemu delu ustavnopravne stroke, ki nekako meni, da je potrebno oziroma zapoveduje, da je potrebno vse to, kar razlagamo, vkolikor nismo dovolj jasni, pa seveda tudi vkolikor mediji ne boste dovolj jasni, prebrati tudi v Uradnem listu, torej tudi sam vso to ustavnopravno stroko, del te ustavnopravne stroke in vse tiste državljane, ki se jim naše razlage ne zdijo dovolj razumljive ali pa dovolj jasne ali pa razlage vseh vas novinarjev, napotujem tudi na spletno stran. Torej, vse stvari so objavljene na spletni strani uradnilist.si, tako da si lahko vse te stvari preberete tudi tam. S tem seveda zaključujem svojo predstavitev, sem pa seveda na razpolago za vsa eventualna novinarska vprašanja. Hvala lepa, gospod minister. 6 medijskih hiš imamo ta hip priklopljenih na Zoomu. Čakamo, da se prijavi prva z vprašanjem za ministra. Imamo vprašanje, da, za Svet na kanalu A, to bo najbrž Barbara Slukan. Se slišimo? Ja, slišimo se, izvolite. Pozdravljeni, Barbara Slukan, Svet na kanalu A. Jaz imam pa v bistvu vprašanje znotraj tega, kar ste pravkar povedali na to prehajanje občin 24. in 31. Se pravi, rekli ste, da lahko potovanje med občinami opravimo za obisk družine, za druženje z našimi družinskimi člani. Zanima pa me, kako da ste se odločili, da tudi policijske ure ne bi podaljšali, glede na to, da vemo, da bo večina ljudi verjetno šla nekakva kosila ali pa tudi večerje in na tak način zagotovili
recimo vsem državljanom, ki se bodo odpravili na tak izlet, da bi se vrnili domov brez naglice? Hvala. Ja, o tem smo kar nekaj časa razpravljali, torej vaše vprašanje je zelo logično, zelo smiselno, če ga morda malce poenostavim, če sem vas prav razumel, sprašujete, zakaj se ljudje recimo potem, ko bodo skupaj praznovali ob 2. uri zjutraj, ne morejo vrniti domov, ali pa zakaj ne morejo priti na obisk šele ob 10. uri zvečer, ne? To je verjetno bilo vprašanje. Zdaj tukaj ne bom jasen, da seveda smo o tem kar precej časa razpravljali, smo pa nekako se ocenili, da prvič, ni smiselno spreminjati pravil tik pred zdajci. V preteklosti smo bili tudi z strani medijev velikokrat deležni kritike, da se stvari spremenjajo iz dneva v dan. Tokrat smo se odločili, da teh sprememb iz dneva v dan ne bomo naredili. Še bolj važno kot to pa se mi zdi to, da sem prepričan, glede na, naj temu rečem, kar veliko število tistih, ki tej vladi nagajajo, da bi tako skrajšanje ali pa tako omejitev ali pa tako dikcijo v tej spremembi mnogi izkoriščali in bi jo predstavili takole. Torej, vkolikor bi odpravili to omejitev gibanja v nočnem času, sem prepričan, da bi mnogi stali ob 11, ob 12, ob 1 ali pa ob 2 zjutraj na kakšnem mestnem trgu, to pojasnjevali s tem, da odhajajo ali prihajajo k svojim sorodnikom, kar bi bilo seveda več ali manj jasno očitno izigravanje odloka, zato smo se odločili, da ta omejitev ostane v veljavi in s tem razblinimo vse dvome, ki bi tudi takim potencialnim kršiteljem padle na pamet in seveda na nek način razbremenimo vse tiste, ki morajo, to pa je predvsem policija, redarstvo, inšpekcija, ki morajo biti v teh dneh v polni delovni obveznosti in bodo seveda te omejitve tudi nadzirali.